prvo panoramo naredili. Zahodna vas, naselje v Sloveniji. Živijo! Dobro jutro. Po vodu verjetno že veste, kje sva. Pa tudi tale kulisa zadaj najbrž to razkriva. Peter, Luka, kot verjetno že veste, če pa ne, sva pa dva obraza kanala v naravo. V glavnem, sva v Kobaridu in danes najin cilj je tale greben tukaj zadaj, greben Kobariškega stola, greja do vrha stola, se pol v Žago dol spustiva, pa par dni nazaj sem dobil nek obvestil, da ne bi bil nek podor na Slapu Boka, tako da se bo v Žago dol spustila, pa šla še Slap Boka pogledat, vsaj plan je tak. Obeta se ful lep dan. Uživajte z nami. To je to. Zdaj vam pa še malo razgleda pokazali. Tisti, ki ne veste, tole je drugače Kostnica in tle bo tudi eno izhodišče. Tukaj je pokopanih nekaj čez 7000 italijanskih vojakov iz Soške fronte. Minda pa tlele noter pičiva. Tale Tonocev grad, to je neka stara naselbina, ki lahko tlele do nje prideš, pa potem se lahko tam spustiš dol, pa greš proti Slapu Kozjak. Tak lušten krog se da tle narediti. Tako od Kostnice levo gor zavijeva, naprej se gre pa proti Slapu Kozjak. Tukaj bo šla zdaj levo gor, saj tako kaže. Malo višje bo pa prišla na markirano pot, na katero bi, po mojem, bi mogla iz Kobarida prav dol štartati, da gre markirana pot gor proti stolu. Mi da bo pa tle malo bližnjice našla. Sonček ne lepo greje, pa tudi klanc je kar ratu, da se bo precej hitro ogrela. Tukaj pa mislim, da sem prišla na markirano pot in gremo gor. Da se pohvalim, danes prvič testiram Lenjave pohodniške gorniške hlače, ki sem jih dobil zatestirati, oziroma jih skupaj razvijamo, da bomo naredili res ene vrhunske, pa zelo kvalitetne hlače za pohodnike in gornike. In skupaj s prijateljem Urošem, ki vodi Leni, so se
zmenile, evo, in bom danes po koncu ali pa ob koncu videa vam zaupam, koliko sem zadovoljen z njimi zaenkrat. Hiška, ki je že malo zmatrana. Midva pa kar mimo nje naprej gor, pogumno. Pogledava, kaj je to za ena skrinca. 725, mora pa okoli 1000, slabih 1600 se mi zdi. Ena vikendica oziroma hiška, midva pa verjetno kar tlale gor. Kaj pa to? Krn, pa greben Krnčice. Spodaj pa ne Dražgoše, ampak Drežnica. Drežniške ravne. Naprej pa takole izgleda. Zdajle, ko gremo mimo še ene barake, pa mogoče še par informacij o stolu. Stol sem imela oziroma malo z Lukatom že kar nekaj časa namen prehoditi. Ena od idej je tudi, da grejo cel stol, cel greben, ki je dolg nekaj okoli 30 km, ampak to bo težko v enem dnevu narediti. Je pa gor na stolu tudi en bivak, ker nisva še tam bila, ampak bo tudi to prišlo na vrsto. Tako da danes, pa tako, ker sem že od začetka rekel, gre do najvišjega vrha stola, se pravi stola, in to je nekje slaba tretjina celega grebena. Tudi velik del grebena, tudi pol v Italiji. Prav presenetljivo veliko je tukaj nekih kolibic, pa tako, oziroma nekdanjih kolib. Ne vem sicer, kaj so to imeli. Bo mogoče malo pobrskal, pa napišem v komentar. Kar naenkrat se pa pot spremeni, pa rata bolj kamnita vse skupaj. So pa že en tak grebenček. Na eni strani imamo polovni greben. Nekaj se verjetno vidi. Tamle je Krn, na tej strani je pa Matajur. Tukaj dol je pa dolina najtoplejše alpske reke. Malo kasneje povem, kjer je, vi pa razmislite. Evo, da nam je sam Petra sliku snemu. Vam povem, da jaz sem že zvedel, kjer je tole reka spodaj, tako da vi pa kar še študirite. Tamle sva gamsa zdajle presenetila. Čeprav samozavestno počasi umaknil. Tega nisem prav navajen od gamsov. Zdaj prihajamo pa ven iz gozdička, tako da se bo pa zdaj take razgledi odprli, da nas bo pa narod vrgel. Kot kaže, prihajava na pašnike. Pa je precej zmatrana vrata. No, tukaj pa bomo pa prvo panoramo naredili. Tole naprej greben stola in tam najvišja točka, ne, dokaj greva, pol se pa desno dol spustiva. Tole je Kanin, celo Kaninsko pogorje, visoki Kanin je tukaj dol, pol tukaj je smučišče Kanin, ta zadnji je Rombon, pol pa zadnji se pa po mojem že Mangart vidi. Tole je greben Polovnika, koliko je mogoče, ne, neverjetno. Krn, zadnji je Batognica, dolina Soče. Tole smo že rekli Matajur, tukaj dol pa dolina Nadiže. Nadiže je najtoplejša alpska reka. To je to, cel krog. Kakšen tim sva. Ste videli, ne? Tako da
težko naj bi zdaj razločil. Sva skoraj kot dvojčka, jaz imam malo manj las, malo višji sem. Ampak veš, če bi mi dal to, kar imaš ti viškah, men pa bi bilo pa liha. Ja. Ej, verjetno boste zdaj videli posnetke, ampak se lih pogovarjava, da ne da se tako posnet, kot se vidi, takole, evo, recimo, lih nasprot, te detajli, ki so v skali. Mogoče nič posebenega za nekoga, ampak ima res lepo nekako, obema. Ful je lepo. Bom 4K film naredil, tako da se bo vsaj malo videlo. Kakšno srečo ima tudi danes z vremenom. Tole je ena pot naprej, no tole je spod Nadiža, zadaj se pa Dolomiti vidijo. Neverjetno lepo.
Prve table, ki so jih danes videla. Ampak tako, kot sem rekel, v Kobaridu so verjetno te table. Tam lepo prav en velika tabla za stol, 2 uri še. Tole, kar vidite tako lepot, to veste, da so mogli vojaki delati. Oziroma v času vojne, da se je delala. Tako da zdaj bo sem sledila. Še pogled nazaj na toliko lepih stvari je za posnet, da skozi kamerco vam vlačem. Prav treba je to spet posneti. Neverjetno, kakšna škarpa. To veste, da je že več kot 100 let staro. Pa še kar stoji. Ampak tako ga ponovadi, višji si, lepše. Se moram malo popraviti, prej sem rekel, da tisle zadnji tam, da se že Mangart vidi, je pa tole Rombon. Na tale del Slovenije, tukaj spodaj, če boste šli, boste zelo veliko montažnih hiš videli. To pa zato, ker potres tam leta, ne vem, 80 ali kdaj je bil, 90, 80, 70, ne vem čisto točno, ampak takrat je veliko hiš tle podrlo in so potem montažne hiše postavili. Nekdo ima zgleda vikendico tlele, mi da bo pa na teli klopci eno pauzico naredila. Najin cilj. Lovci harajo tlele gor. Novo razpotje, pa nova hiška, pa vodica. Res se uživava oba s to uro. Ker piše bivak, sva rekla, da se ustavva, pa da vidva, kako to zgleda. Gremo pogledat not. Hudo. To je pa prav luksus. Pečka za zakurt, gor je verjetno za spat. Ja, bo dobro. Tole pa za izkoristiti. Res lušteno. Pa všeč mi je, ker je lepo pospravljeno. Skoraj 10 stopinje. Zdaj sem hodil pa še tole pokazati. Prav luksus tle. Vsa čas, bravo. Luka naj bo opisal. Baje jih je letos, koliko jih je opisanih? Mija sva 6., 7. Sami tujci. Ja, klele po moje, ne, neki bolj domačinov. Ker kle sam pišemo, kle v zgodovini, ki pa opisujejo, ki se zahvaljujejo, je pa večinoma sami tujci. Tukaj pa Nadiža zapusti slovensko teritorialno zemlje, še zmeraj ostane sicer na slovenskih tleh, ampak gre v Furlanijo, Julijsko krajino, mislim, da je tam. Ja, to naprej dol pa itek dolina Nadiže. Tukaj ne vem točno kje, ampak levo nad Nadižo gor mora biti Robidišče, ki je najbolj zahodna vas naselje v Sloveniji. Spet se mora še za ene 350 metrov, pot je skozi malo navzgor, ampak zdaj imam vsaj občutek, da se malo bližava k zadnjo urco, ko sva se veliko ustavljala, sem imela stol kar enak skozi daleč. Bodite vzgledni planinci, pa zapirajte vrata, da kmetom ne uide živina.
pogled proti Soči. Tam je čisto v daljavi doli Tolmin, pa Tolminski grad se vidi. Tole spod, če se pa ne motim, se reče Breginjski kot, se pravi vse tole. Ves ta konc Nadiža je poznan pod tem imenom. Če se pa slučajno motim, pa prosim, popravite me. Tamle en gams, sva ga malo splašila, ampak gledava, tukaj si pa v dolini 1, 2, 3. Takoj spr Nadiži. V prejšnjem postanku so 2 banani pojedla, pa so šle te že skozi. Tako da bo tle zdaj še en postank naredila. Luka, pa ima danes na meniju? Danes imamo pa arašide, pa datle. Pol pa za kasneje, za sledico, imamo pa tudi tortiljo. Ampak zdaj pa moramo tole pojesti. Splača se Luka to sabo vzeti. Tole pa zdajle malo me na nanos spominja. Vse skup. Evo, prav sem imel Bregin, se pravi Breginjski kot, ja. Bregin je pa mislim, da največja vasica ali pa, ja, vasica naselje tle dol. Levo sedlo 2 uri, stav še 1 uro, Učja desno 2 uri, Kobarid tudi 2 uri. Tukaj pa mislim, da gor pride, oziroma ba mislila, ta serpentinasta cesta, Monatera, bomo probali pa malo z dronom posneti. Če kdo prepozna svojo majčko, ko je izgubil oziroma je suši, pogled nazaj. Prav lepo naštimane klopce. Zgleda tle vzletišče za padalce. Tamle gor je celo WC. Vsa čast. Bo pogledal malo tole tablo. Za padalce, tukaj malo navodil. Tukaj so mogli imeti pa neko Orangbajturino vojaki gor. Kaj tako lepo splanirano. Spet en fantastičen pogled. Tukaj čist tako ne razpoznava, ampak tole po mojem naravnosti je rombon, pa je ribica, bo malo više gor videli, tisle tamle se pa verjetno vrh Triglava vidi. Markirana pot naj povede semle in zdaj bo pa prepoznala počas, kaj vidijo. Ja, tamle gor je Triglav, še malo višji pa vam povem. Zavijeva na Ukreber. Koliko se pozna, da sva na severni strani grebena, res je tudi, da vrhajava malo višji, ampak če gremo zdaj na južno stran, sigurno ni nič snega, tukaj pa je. Čakaj, da preverim, če moja teza drži. Itek, da drži. Še pogled nazaj, bomo pa na vrh gor razgled naredili, oziroma panoramo malo prepoznavo vrhov tle okoli. Tudi Luka je rekel, kaj bi šla na nanos, evo. Samo malo manjša antena je gor. Na drugo stran se pa počasi proti Bcu pogled odpira.
No, tukaj spod zgleda gremo latjera, saj zgleda tako. Tukaj se pa tudi fantastično vidi tele serpentine za gor. Še lepše se pa to vidi dol od Nadiže. Tukaj dol je kemp, mislim, da se imenuje Nadiža. Sem bil pred 10 leti tam na dopustu. Sva kar že nekaj prehodila danes. Pa nekaj še bova. Počas bova pa na vrh. Evo ga, dobrodošli na Stolu. Te antene so mi sicer malo srhljive, ampak hočemo. Gremo pa zdaj pogledati razgled, če prepoznamo kaj. Gremo še enkrat razgled, ki sem malo zafrknil. Tukaj je Tolmin dol, potem imamo zadnji Porezan, Krn, tole je Polovnik, greben, pole seveda Triglav, Bohinj je takole čez, pa Komna. Tole je Bavški, Grintovc, potem tamle, tole je Jalovc, tole je Mangart, tole je Rombon, potem je tole Kaninsko pogorje. Kanin je, tale tukaj gor je Kanin, tisti je Prestrelnik po mojem, pa pod Prestrelnikom je Smučišče. Tole ne prepoznam, Italija. Evo, še greben Stola naprej. Table. Enkrat sem bil tle gor, pa enkrat sem prišel z Breginja, ampak me tle kar našponane tele časovnice. Evo, še druga stran. Daljavi bi se morje videl, če ne bilo megle. Prav, dolina Nadiže, pa kaj not zavije, Matajur. Pa je tamle gor je Kolovrat pa muzej na prostem je, hvala. Tole so prehodila, tukaj zadnji je pa Kobarid. To je to. Luka je pripravil odlične tortile. Tudi jaz sem srečen, zdaj grijem. Tole je pa še nadaljevanje grebena Stola, ki ga bo enkrat z Lukatom obdelala. In tudi tle naprej nekje na Muzovcu, ne vem kjer vrh je, mislim, da naslednji najvišji, je tudi bivak, tako da tam bi pa prespala. Tole od spodaj je pa kanjon Učje. In tukajle, ne vem, a je tale ali pa zraven, mislim, da tamle dol,
so pa slapovi na potoku, pišu, ker sem pozabil, Bezene. Drugače pa lahko si pogledate članek znamenitosti Bovca, pa je tam napisan na moji spletni strani vnaravo.si. Selfie z vrha. Najlepši pogled. Kaj bo dol komentirala? Ja, če ne bojo šli prehitro domov. Ja. Nazaj se vrneva do tam, ker so se začela malo bolj strmo vzpenjati, pa tam zavijeva dol proti Žagi. Ja, ajde, gremo. Ja, počas prihajajo do tega križišča in kele dol bo nekam bičila. Po tem travniku se itak malo pot zgubi, ker se ni vidi, kje je shojen, ampak markirana gre tja naprej proti nekim stavbam. Ampak sem dale pogledal, gre tukaj še ena potka dol, tako da mi bo kar tlele šla dol, ki je malo bliže, tudi lahko bi šla do unih stavb naprej, pa tam po neki cesti dol, pa mi bo šla, kako sem rekel, tlele, pa proti Žagi. Grem zdaj sem na rob slikat, oziroma posnet. Tole prepoznate, sigurno so jarki z časa prvstvene vojne. Tole sem mislil posnet. Se pa že slab bolka sliš po mojem, kar nekaj buči. Še en pogled proti vrhu stola, tamle se pa neka potka nakazuje. Z Lukatom so spet eno bližnjico našla, kot ponovadi, pa sva do ceste prišla. Zdaj pa tej cesti malo slediva, pa bo pa spet na eno markirano potko zavila, sam mislim, da je markirana. Na koncu tele planine je ena koča, ki od Jankota Podmetke. Mi da bo pa tlele v tej poti, ki je sicer pol na koncu slepa cesta, vsaj na zemljevidu tako kaže, tle zavila, ampak bo kmalu pol tudi tam levo došla. Da vam pokažem, v bistvu na začetku tele jase, dol je ena, to je po mojem, da ne je markirano, oziroma neka lovska pot in ta naj bo pripeljala do Žage. Nisem 100%, ampak tole so po mojem tudi ostanki jarkov iz prvstvene vojne. Tudi tamle dol. Tukaj so imeli Italijani utrjene položaje. Sigurno so to jarki. So imeli Italijani jarke drugače v večjih vrstah. Prvo, drugo pa tretjo linijo. In prva linija ne bi bila najslabša utrjena, pol druga malo boljš, tretja pa najboljš. Kakor sem bral, mislim, da je bilo tako. So polec gledali, oziroma ne dolg nazaj, čeprav tale drevo je že kar dolg podrt. Gledali, tale kar divjal neurja. Je kar nekaj takih stvari začeli zlesti. Potka zelo dobro vidna, tako da ni problem slediti, pa tudi odlično napredujejo proti dolini. Če vode zmanjkuje, je tukaj ta prav rajon. Drugače pa spod se že sliši sotesko, pač že kar malo večji potok dol, malo nižji. Itek je treba malo popestriti spust. Z bližnjicam pa s takimi izzivi. Verjetno se ne bo tako lepo na ekranu videli kot v živo. Tole so pa neki ostanki od dolg nazaj. Je pa tole dol tudi zagotovo, oziroma tole pot, po kateri hodva, zagotovo tudi delo vojske. Pogled proti vrhu, čeprav se vrha ne vidi čisto, se je že kar dobro spustila. Tole pa zgleda en vikendica. Pa se bova, ne? Tukaj dol tale soteska mora imeti po mojem kar nekaj slapov. Je kar glasna. Pa tamle prav ena huda luknja zgleda. Če se bo tamle na kameri videl, tamle nasprot, kar odbit vse.
Tole pred nami je Polovnik. Dole Soča. Zgleda bo enega človeka srečala. Ali pa enega gamsa spet. Nekaj se sliši. Prostor za počitek. Ne veva, kaj je tole za ena soteska, ampak bom pogledal. Je pa kar precej globoka in glasna. In všečno me je. Ja. Spodaj je en lep slap videti, pa tolmun. Tukaj naprej so videla, da gre pot do slapu, tako da gre še slap pogledat. Lepotec. Spodaj je videti, če ima lepša pot, tako da gre po teli potki dol. Tista je bila malo ozka pa strma, ta da nova kam padla. Kljub temu, da sem tlele že marsikaj videl, tle še nisem bil. In je ful lepo. Gre kar kaj, malo bližje še. Kaj pa to? Pa ta voda. Evo ga še cel lepotec. No, to me pa zgleda naštiman za canyoning, za vzpon. Gre še kaj gor pogledat. Zdaj so pa nad slapom. Kole pa še malo višji. Kakšni tolmuni, pa kakšna voda. To naprej dole pa slab. Krasno. Kakšna neverjetna voda. Barva. Če pa še zmer ne verjamete, če tole vojaška pot, pa tale mostiček vas more prepričati. Lepot tele soteske še zdaleč ni konc. Tam dol se pa zgleda že parkirišče vid. Tole je pa ta zadnji slab dol. Pa iztek. Pa če nisem jaz tle se dol vrgel, tukaj sem moja zbil. Tukaj ima zelo indijansko tole narejeno. Bravo. Ja, zdaj prvotni plan je bil, da bo midva šla še na Boko gor, ampak sva danes si malo bolj na izi vse skupaj vzela. In bomo šli še do Boke pogledati, če je tisti podor ali ne. Pa se ga z dronom posname. Drugače pa zdajle plan je bil pol prvotni, da bi do Kobarida štopala, ampak nama toliko sreč ne bo treba, ker imam starše s sabo, da sta šla svoj izlet narediti, zdaj ne pa tle pobereta. Pa pri Boki naredimo pa zaključek. Ok, se strinjam. Evo ga, slab Boka bo zdajle, ampak tamle je res en ogromen podor in mi je čudno, da na nobenih novicah do zdaj še nisem zasledil, da bi kdo o tem kaj napisal. Bomo šli malo bližje na prvo razgledišče, pa se bo pa dron gor poslal. Pa je tudi zanimivo, da slab Boka zelo malo teče, ne? Je prav bogi, glede na to, da se veliko gor topi. Do prvega razgledišča se je treba 10-15 minut sprehoditi, pol pa bomo pa razgledane. Evo ga prvega razgledišča, ki je tudi daleč najbolj obiskano od vseh. Ostale razgledišča so pol gor
po pobočju, ampak danes ne bomo šli gor. Tole pa masoven podor, res, to se je pišel, kako se je to trgal dol. Neverjetno. Gremo malo bližje pogledati. Takole, jaz se vračam proti avtu, bom za zaključek sicer še Lukata počakal, ki je malo višji skočil še na razgledišče. Bom pa ta cajt izkoristil malo v hlačah pojedeti, kot sem obljubil. Mogoče tlele zadaj, da bomo še en zračni košilj. Danes ene dvakrat sem pomislil, da bi mi prav prišel, ker je bilo res sonček toplo. V bistvu kar malo vroče je bilo. Tako da to, drugače pa ful zadovoljen. Tudi všeč mi je vse tele ojačitve, ki so iz kevlarja. Tako da tudi če z derezom tukaj zatakneš, se ne bi smel strgati. In bojo res zelo kvalitetne hlače, tudi materiali so taki pravi. Tudi kljub temu, da so zelo ozke hlače, če počepnem, nič me ne veže, res glede tega sem navdušen. Bomo pa itak še malo več testirali, pa tako, kot sem rekel, mogoče tele res zračnike. Dajte malo od spodaj komentirati, imate radi zračnike na hlačah ali ne, kako se vam to zdi. Še vi malo sodelujete. Evo ga. Preletel direkt na zaključek. Kje smo ostali? Nič, glih začeli smo. Okay. Sem te počakal. Se pravi, imam jaz statistične podatke. Ja. Se pravi, mislim, da je bilo dobrih 1500 metrov vzpona. Ja. Slabih, mislim, da 23-24 km. Super. Tako da tudi približno toliko spusta. Lepa turca. Ja. Pa češnja na tortici za konc, sicer tale boka, ta zdaj bolj bogo zgleda, ampak češnja, mislim, tistale soteska sušca, sušec je bil, je soteska, pa moram prav bratranca vprašati, če smo se tam, če smo bili na canyoningu, kdaj tam, se mi kar malo znan zdel. Drugač, kako se ti je zdela tura? Na začetku nisem veliko pričakoval, ker pač greš tam gor, sicer začetek tam od Italijanov, lepo, tudi izhodišče za kaj drugega luštno. Mogoče ne toliko atraktiven začetek, ampak važno, treba se nekam dvigati, tako da pol pa gole razgledi. Res lepo, sploh nekdo, ki bo to prvič videl, pa bo moj narit padel. Ja, res, to se čisto popolnoma se strinjam. Pa res, ko prideš enkrat gor na pobočje, je ena sama pravljica. Ok, je res, da zdaj je še toliko lepš, ko je pač zasneženi vrhovi, naredi kolisa še mičkam boljš, ampak po moje... Polet bo pa
zelena pobočja, pa je to pol lepše. Ne. To je pa tudi res. Ja. Ja. Da v vsakem letnem času je nekaj posebnega. Se vam pa splača, mislim, da mi dva niso imela tazga zaključka v planu, ampak so hotla na Žago. Sam je bil ful lep zaključek, pač, ki ne pričakuješ in dobiš takele slapove, ma res lepo. Ja, res ta spust dol. Tudi jaz mislim, moram sicer pogledati, ampak mislim, da so mislila malo bolj na Žagi dol prije, direkt na Žagi, ampak Luka jo je tako pelal. In vedno pravim, da mora tako biti in je tako moglo biti in sva res prav češnja na torti. To. Pa še tale boka, tale podor, da smo pokazali tudi nekaj, nam rekel zanimivega, ampak nekaj velikega. Narava se spreminja. Ne. To. Drugač pa, še kaj zapovedati? Narava se spreminja in mi se tudi z njo. Ja, mi smo del narave. Ne. Moramo biti odprti za nove stvari. Čeprav včasih mislimo, da smo kaj več kot narava, ne, pa nismo. Nič, dosti modrovanja za danes. Hvala, ker ste ostali z nama do konca. Se vidimo v naslednji nadaljevanki v naravu. Pa. Čau!